Intuitivni navdih za teden od 19. maja do 25. maja. Zgodbe ljudi, ki nas obdajajo, nas velikokrat pretresajo. Vendar to je nekaj, kar lahko poslušamo, vendar ne smemo oziroma ni najbolje, da vstopamo v te zgodbe. S tem, ko ne vstopamo v te zgodbe, postavljamo svoje meje oziroma držimo odgovornost za svojo energijo. Vsekakor gledamo na te zgodbe sočutno in smo pripravljeni v njih tudi do neke mere sodelovati, vendar le toliko, da ne škodujemo svoji energiji, predajamo svojo energijo in ne prestopamo meja oziroma drugi ljudje ne prestopajo meja našega energijskega prostora. Zato je pomembno, da vse te zgodbe, ki nas obdajajo, kajti vsak človek nosi s seboj svojo zgodbo, zgodbo otroštva, ki je zgodba ranjenega otroka, zgodbo matere, očeta, ki je zgodba materine rane, očetove rane, sestrske rane, kakorkoli. Vsak človek je prišel na zemljo, da razreši določene karmične situacije, določene povezave, določene dušne dogovore. In tukaj moramo praktično zelo močno se zavedati svojega energijskega oziroma svetlobnega telesa, da ne zapada v druge zgodbe. Preprosto pomembno je, da ostajamo v svoji energiji, v svoji postavljenosti. Le tako lahko ohranjamo svoj mir. In s tem naredimo največ za druge. Ostajamo v svojem miru in izžarevamo ta mir, kajti naša prisotnost je pomembna, da s tem tudi pomirja ljudi okoli nas. Že samo, da smo tam, poslušamo, vendar zavestno ostajamo v svoji energiji, v svoji pomirjenosti, smo največje darilo za tistega, ki ima težave s svojo zgodbo. Toliko smo želeli vas opozoriti na vse te predaje energije in na vse to, kar se bo dogajalo v tem tednu, ker je zelo pomembno, kako skrbimo za svojo energijsko postavljenost in v prihodnosti bo to edina preventiva, ki jo bomo lahko in temeljito izvajali v prid našega zdravja, v prid naših odnosov in v prid vsega, kar se nam dogaja na katerem koli področju. Vaši angeli, ki prinašajo zgodbe iz neskončnosti.